On je mož in oče iz Kolorada obtožen, da je na materinski dan leta 2020 ubil svojo ženo. Barry Morphy pravi, da tega ni storil. Suzan, če je kdo tam zunaj, ki to sliši in te zadržuje, prosim, naredili bomo vse, kar je potrebno, da te pripeljemo nazaj. Zdaj na novo razkriti dokumenti razkrivajo, kaj naj bi se zgodilo pred njegovo aretacijo lani. In izvedeli smo, da naj bi Barry Morphy pred aretacijo in obtožbo umora popolnoma spremenil svojo podobo. Kaj naj bi povedal ženski, s katero je živel v Arizoni, o tem, kdo je v resnici? Spremljamo ta primer, ki ga predstavlja Law and Crime. Sem Chris Stewart. V redu, prejdimo k tej veliki novosti v primeru Barryja Morphyja in iskanju pravice za smrt njegove žene, Suzane. Če ste spremljali to zgodbo, veste, da sega več let nazaj, natančneje 6 let. Barryja so aretirali leta 2021, nato je prišlo do škandala, ki ga je povzročil lokalni tožilec, zaradi česar so bile obtožbe leta 2022 umaknjene. Potem ga je policija ponovno aretirala lani. Barry ves čas pravi, da tega ni storil. Zdaj imamo nekaj novih dokumentov, ki razkrivajo, kako so preiskovalci sledili Barryju Morphyju in ga obtožili, da je prikrival svojo identiteto pred žensko, s katero je živel v Arizoni v času, ko so ga aretirali. Preden pridem do tega in na novo določenega potencialnega datuma sojenja, ter kdaj bi porota lahko odločila, ali je Morphy kriv za umor Suzanne, vas želim seznaniti s tem primerom, ker je res nenavaden. Ta zgodba ima toliko plasti, da je res neverjetno šokantna. Zdaj pa se vrnimo na začetek, ko se je vse to začelo. Iskreno, vrnimo se še pred leto 2020, ker pred materinskim dnevom nihče ni zares poznal imena Barryja Morphyja, saj se je zdelo, da gre za povsem običajnega človeka, ki živi precej običajno življenje. Bil je poročen s svojo ženo Suzano, par je imel 2 hčerki. Živeli so v Salidi v Koloradu, ki je, če še niste slišali zanjo, verjetno tudi še niste bili tam. To je čudovit del Zahoda, kraj, ki je več ur oddaljen od vrveža Denverja. To je resnično raj za ljudi, ki imajo radi naravo. In dejavnost na prostem, ki se ji je Suzanne Morphy posvetila leta 2020, je bilo gorsko kolesarjenje. In na materinski dan tistega leta se je odločila, da gre na vožnjo. Po več urah sta bili njeni hčerki, ki v tisti konec tedna, ko je izginila, ni bilo doma, zaskrbljeni, ker se njuna mama ni vrnila domov in se ni oglasila. Zato sta poklicali policijo. Zdaj, to je tisto, kar so našli policisti. To je posnetek s kamere na telesu policista, ko so prvič prišli v hišo Morphy. Ste vi? V redu, torej jaz sem. Fanček. In jaz sem tukaj, je to vaš tovornjak? To je moj tovornjak. Izberi čips, ne vem, nekaj imam tukaj. Torej, sploh nisi videl mame, ka ne? Ja, torej sta obe hčerki trenutno odsotni. Oče je v Denverju zaradi službe in poslali so ji sporočilo za materinski dan, vendar niso dobili odgovora, kot da sporočilo sploh ni bilo dostavljeno že od jutra. In ona je velika ljubiteljica gorskega kolesarjenja. Običajno vzame avto. Ja, in njeno kolo je običajno zadaj v avtu. Zdaj ga ni. Je bilo to odprto, ko ste prišli sem? Soseda je bila tukaj, odprla je to, potem pa je zaprla in se vrnila v svojo hišo. Njena hiša je tam čez. Ja, potem sem se vrnil in odprl sem, da pridem v hišo. V redu? Ja, ste pogledali v hišo? Sem. Ja, prav. Ste vse pregledali? Ja. Je še niste našli? Ne. Fedu. Prav. Kdaj si prišel sem? Ob šestih, potem pa sem šel gor skozi Sis, ker je kolesarila tam gor. Vozil sem po glavni cesti, pa je nisem našel. In potem je še nekaj mest, ki bi jih lahko preveril, kot so poti in podobno. Ampak sem se hotel vrniti sem, da preverim, če je kaj novega. Podobno. Ali kdaj je šla gor na 225? Colorado Trail je tam. Viš tista velika vzpetina, ki pride z avtoceste. No, ni še bila tam. In jaz tam še nisem preveril, ker je tisti vzpon na začetku res težak. Ja. In mislim, da bi bilo zanjo nenavadno, da bi to naredila. Ampak mislim, da mora nekdo tja iti. Zakaj bi to rekel, kot da sem utrujen, no? Ker je to malo noro, pravzaprav je kar nor vzpon, da prideš gor. Ni ravno prav, moraš potiskati kolo, preden sploh lahko začneš voziti. Imaš vozniško dovoljenje, Persep? Ja. To je mikrofon. Izgubil bom svoj mikrofon. To je ta moj oče. V redu. Poglej, čudno je, da je njen avto še vedno v garaži. Slišiš, kako fant njene hčerke pravi, da ga običajno vzame, ko gre na gorsko kolesarjenje in ni bilo znakov vloma. V hiši ni bilo razbitih oken.
Torej je v tem trenutku pogrešana oseba. Vse to je preprosto čudno. Namestniki so šli iskat Suzano in na koncu so našli njeno kolo. Bilo je manj kot miljo od njenega doma. Zanimivo pri tem pa je bilo, da je bila njena čelada nič vejica, 8 milje stran od njenega kolesa. Suzana, Morda lahko to odnese na cesto in na to preveri serijsko številko, ali pokliče moža in ugotovi, kakšno kolo ima. Pilot, dajmo. Zakaj ti tako dolgo traja? Lahko poskusiš poklicati moža in preveriš, kakšno kolo ima. Trenutno gledam v Santa Cruz modre barve. Ja, ker platišče lebo, jaz pa slišim za njih. Ni slabo. No, tam je ena kmečka punca. Mislim, da je to velika stvar po moje. To je morda tisto, kjer moraš biti previden, kam se dotikaš. Vse to, moraš stati tam. Ja. Nekaj je narobe s to sprednjo pnevmatiko. Ne drži, je rekel. Nekje je narobe s to sprednjo pnevmatiko. Tukaj v zgodbo za organe pregona vstopi Barry Morphy. Namestniki pokličejo Suzaninega moža, ko najdejo to kolo. In Barry delal je v gradbeništvu, imel je nekakšno delo v urejanju okolice. Tistega jutra je zgodaj odšel v območje Denverja, ki je več kot 2 uri stran zaradi službe. In povedal je namestnikom, da je Suzana spala, ko je odšel, kar je bilo okoli 5. ure zjutraj. Prav tako je rekel, da je delal ves dan, torej ni nameraval govoriti s svojo ženo. Potem pa prejme klic od sosedov, ki jih skrbi, da Suzana pogrešajo. Tukaj je še več posnetkov s kamere na telesu. To je prvi stik namestnika z Barryjem Morphyjem, ko se je vrnil na območje Salide. In želim, da pozorno poslušate, kaj pravi Barry. Kje je? Kje točno je? Tukaj je. Kje je bilo? Bilo je tukaj spodaj, na tem majhnem nasipu. Prav. Tukaj. Oprosti, JP. Vidim te. Tukaj imamo nekoga, ki ne vidi. Z mano si. Vse bo v redu. Jaz takoj bom poiskala te. Vse bo v redu. Tukaj sem svojo hčerko. Ona je čisto na vrhu. V redu. Ja, lahko greš dol tja. Sreča. Mislim, kolo je bilo, ko je ležalo, videti je bilo tako, ampak na kolesu pravzaprav ni veliko škode. Ja. Dvoje sam kot ne, vzijo smo. Po noči nisem videl ničesar, kar bi bilo... Nisem videl ničesar in ne dovolijo nam iti čez rok. Ker bo pripeljal psa kar dol. Zdaj, mnogi so poudarili, kako hitro je Barry rekel. Ali je bila to gorska puma?
Morda je bila to v tem primeru rdeča zastava. Zdi se kot velik preskok od pogrešane osebe do tega, če je bila poškodovana, da bi bila to puma, ki bi napadla Suzano. Zdaj šerifov namestnik vpraša Barryja o njegovem dnevu. Vsak dan kolesari. Ja, rekla je, da bo šla kolesar, ko ostane. Torej je spala v postelji, ko si odšel. Si se poslovil od nje ali kaj podobnega? Ne, to so samo zvoki. Redo. Vedno pusti to. Torej, zadnjič, ko si je verjetno res videl, je bilo danes zjutraj. To je bilo to, ne? Ja. Ja, bil sem v Greenvillu, dobil sem veliko delo v pravem času. Bil sem tam več dan, pazi. Prosti. Moram se pomeriti. Ve, vse je v redu, stari, stavimo, smo dobili, so preverili hišo. Ja, si pregledal hišo? Ja, hišo so zavarovali in kar počnemo je, da držimo ljudi stran od hiše, ker če pride pes, želijo dobiti vonj iz hiše. Noče onesnažiti tega vonja, tako lahko začnemo poskušati. In šel sem gor potem. Kot sem rekel, nisem videl ničesar nenavadnega, nič ni izgledalo tako. Sprašujem se, če je bila poškodovana, če ni mogla splezati na hrib. A pa tudi isto, ker smo prišli sem, je bilo še vedno svetlo, a ne? Torej, bila je tukaj, nekdo bi jo zlahka, veš kaj mislim, ker bo dobesedno tik spodaj, bilo je to. Mislim, če bi mi to opazili, bi to zagotovo opazil tudi kdo drug, veš? Torej, Barry je videti čustven. In poglej, vsak mož v takšni situaciji bi bil čustven. Ne veš, kje je tvoja žena in mati tvojih otrok v tem trenutku. Pogrešana je že več ur v divjini Kolorada. In Barry ponovno omeni gorske leve. Hej, Barry, poleg tega vem, da je bilo kolo tukaj, ampak katere poti ali steze običajno vozi? To cesto? Peljala se je gor, peljala se je na vrh, potem pa gre do Fuzovga. In če ni snega, gre še više. Fuzov. Po tej poti je šla dol že nekajkrat. Tudi po tej poti tukaj je šla dol? Ja. V redu, torej še enkrat preveri, kdo vse to tudi reče, ker mislimo, ali pa Miles, mislim, da Miles, ja. Vem, sam želimo še enkrat vse preveriti. Torej, ali je kdo iskal sledi stopal na cesti? Nisem videl ničesar, res. Ampak od sledi ljudi laže. Nisem res opazil, ampak je bo blago, nisem bili kakšen strokovnjak za sledenje. Ja, v resnici je moj partner tisti, ki je to videl in pobral. Ampak videl se je samo vrh. Bilo je čudno, ker se je zdelo, kot da je bil vrh kolesa obrnen navzgor, v to smer. Torej, ga prevrnjeno. Dragi človek. Zdaj namestnik, ki se je pogovarjal z Barryjem, je bil kar precej miren. V tem trenutku ne deluje, kot da bi bil sumničav do Suzaninega moža, vendar vseeno gre do svojih kolegov in se pogovori z njimi. In želim, da si ogledate ta del, ker lahko v daljavi vidite, da Barry poskuša iti in se dotakniti kolesa. Kaj 4 zjutraj? Ura je 5. Ja, tako smo sledili telefonu in pokazali, da je bila zadnja aktivnost ob 4 zjutraj. Tukaj, gor! Z vrha stopa, ponte. Torej, ni nobene posebne harmonike. Hej, lahko prosim ne dotikaš kolesa z rokami. Hej, fantje! Tako pač je. Ker sem nosil rokavice, sem se trudil, da ne bi tako. Organi pregona morajo upoštevati vse vpletene. In res slišiš tisti subtilni pridih suma v njihovih glasovih, ko govorijo o Barryju in o tem, kako se obnaša. Nato prepričajo Barryja, da gre z njimi nazaj do njegove hiše. In tam bi preiskovalci našli nekaj precej pomembnih dokazov. Da, gospod, ko gremo noter, pojdimo naravnost tja, kjer je nekaj, kar je danes nosila. In ničesar se ne dotikajmo, za vsak slučaj. Je to podkladjeno? Ja. Kjer smer bi to bilo free, da smer. Naj se dotaknem česa, koli tam spodaj. Vse to tukaj je njeno, ja. Imaš plastično vrečko? Ali pa papirnato vrečko? Prihaja izpostavljena usta. Mislim, to je neposreden stik s kožo. V redu.
Ne, ena bi morala biti dovolj. Prižgal zunanje luči. Katero stikalo za luč je to? Katero je v... Vse tam, ja, piši sem. Severa, Hvala. Hajek. A lahko, Anthony? To je BT tam čez, ko se vrnemo. Torej so šerifovi pomočniki vzeli nekaj kratkih hlač iz hiše, jih dali v plastično vrečko in Barryju naročili, naj gre stran od hiše. Ampak poslušajte, ta trenutek tukaj in kaj se zdi, da si šerifovi pomočniki rečejo med seboj o tem, da te kratke hlače morda pomenijo nekaj več kot le kos oblačila, ki je pripadal Suzanne. A pa ti si vzel njene kratke hlače? Ja. Ker sem se vozil z gorskim kolesom. Ja. Kot tiste podložene kratke hlače, ki se jih spomniš. Ja. Ja. Torej, rad bi izvedel. Ja, to sem videl. Mislim, da sta bili to dve kolesarski kratki hlači. Namestnik je imel v rokah gorsko-kolesarske kratke hlače v tisti vrečki. In to so takšne kratke hlače, kot jih nekdo nosi, ko gre na gorsko kolesarjenje. Zakaj bi bile torej kratke hlače doma in ne pri Suzanne, ki je tisti dan šla na vožnjo? Seveda bi lahko imela več kot en par kolesarskih hlač, a zagotovo je nekaj v tonu namestnikov, ko govorijo, da postajajo sumničavi do Barryja Morphyja. Torej, pogovorimo se o Barryju tisti dan in kam naj bi šel, preden je Suzanne domnevno izginila. Rekel je, da je bil na službenem potovanju. Rekel je, da je tisto jutro odšel zgodaj, še pred zoro. Toda preiskovalci so se pogovarjali z njegovim sodelavcem in tukaj postanejo stvari nekoliko čudne, ker je ta sodelavec povedal, da naj bi bila pri Denverju šele v nedeljo zvečer. Zaposleni in Barry bi morala dejansko potovati skupaj, vendar se je Barry sam odločil, da bo tisto jutro vstal zgodaj in odšel okoli 5. ure. Sodelavec je nato povedal, da ko je končno prispel v Denver, Barry ni prinesel nobenega orodja, ki bi ga potrebovala za to delo. In nobena ura dela po njegovem prihodu v Denver ni bila opravljena. Zdaj po pregledu nadzornih kamer so namestniki povedali, da je Barry Morphy na delovišču preživel manj kot pol ure. Domnevno je ves dan se je vozil po mestu 2,5 ure stran od svoje hiše. Oblasti so trdile, da se je vozil naokoli in odlagal predmete v smetnjake. Potem je bil še hotel, kjer naj bi Barry in ta sodelavec prenočila. In leta 2020 je ta sodelavec za Daily Mail povedal, da je šel v hotelsko sobo, kjer je bival Barry. In tam je bil vonj po kloru, kar je osebju hotela čudno, saj v tem hotelu nimajo bazena, kot so tisti notranji bazeni, ki zasmrdijo celoten prostor s klorom. Poleg tega pa naj bi čistilno osebje dejalo, da ne uporabljajo klora za čiščenje sob. Torej, zakaj bi bil tam? In ne pozabite, zdaj smo v letu 2026. Ta klor bi res lahko bil srhljiv namig. Ko pa pogledamo slike družine Morpheus, je v resničnih kriminalkah klišejsko reči, da so izgledali kot popolna družina. Ampak iskreno, ko pogledaš te slike, se zdi, da sta se ta dva res imela rada. Živela sta svoje sanje, bila sta v tem čudovitem delu države. Videli ste jih, ko so preiskovali hišo z barjem. Mislim, ta hiša izgleda fantastično. Barry je preiskovalcem povedal, da je imel s Suzanno odličen zakon. To naj bi bila po navedbah organov pregona laž. Zato se želim vrniti k posnetku s kamere na telesu, ki ga imamo z dneva, ko je bila Suzanna prijavljena kot pogrešana. Namestniki šerifa se pogovarjajo s fantom ene od Morphyjevih hčera in z njegovim očetom. Namestnik vpraša o zakonu Morphyjevih in to je povedal fant ene od njunih hčera. Vem, da je to čudno vprašanje, ampak ali se Barry in Suzanna dobro razumeta?
Lahko si sam odgovoriš na vprašanje. Veš, mislim, da sta imela nekaj težav. Ja, v preteklosti Kot čist normalno. mož in žena tip. Dogovor, sta govorila o ločitvi ali čem podobnem, sta... Jaz bi... In to veš preko mejsi. Ja. Zelo sem blizu z njo. Ja. Pomembno je, da se usedeš in jim poveš vse, kar veš. Vem, tako je. Ja, in on je v Denverju zaradi službe. Je kot vrtnar in ima veliko dela v Denverju. Tam je trenutno. In jaz vidim starejšo sestro Mallory na potovanju. Tam, kjer so zdaj... Sčasoma bi organi pregona pridobili zapise o telefonskih klicih. In ti zapisi bi razkrili nekatere težave v sporočilih, ki naj bi jih imeli Morfeji. Preiskovalci so domnevno ugotovili, da je Barry domnevno izbrisal verigo sporočil s svojo ženo, ki je vključevala posnetek zaslona sporočila od Suzane, v katerem je pisalo, citiram, končala sem. Čisto vseeno mi je, kaj počneš in tako je že leta. Samo civilizirano morava to rešiti. Po navedbah preiskovalcev je Suzana imela afero z nekom, ki ni živel v Koloradu. Resnica je, da če pogledaš sporočila, to ni bil srečen zakon, kot naj bi Barry povedal preiskovalcem. To je bil zakon, ki se je podiral. In zdaj, če si preiskovalec in poskušaš ugotoviti, kaj se je tukaj zgodilo, ali je ta ženska izginila v sumljivih okoliščinah, imaš morda že motiv. Medtem ko so preiskovalci to ugotavljali, se Barry ni skrival pred javnostjo. Pravzaprav je stopil pred kamere. Pozival je ljudi, naj sporočijo kakršnekoli informacije. Javnost je prosil za informacije, ki bi lahko pripeljale njegovo ženo domov. Suzanne, če je kdo tam zunaj, ki to sliši, ki te ima, prosim, naredili bomo vse, kar je potrebno, da te pripeljemo nazaj. Torej so mobilni telefoni v tem primeru res pomembni, ker ne razkrivajo le nekaj sporočil, ki kažejo na propadli zakon. Preiskovalci pravijo, da so mobilni telefoni pokazali še veliko več. Torej naj bi Barry Morphy domnevno izklopil svoj mobilni telefon 9. maja ob 14:47. NATO ga ponovno vklopi ob 22:21. 9. maj je dan pred tem, ko je bila Suzanne prijavljena kot pogrešana. Elektronske naprave Suzanne so pokazale njeno zadnjo aktivnost okoli 14:11 popoldne. Barryjev telefon se nato izklopi okoli 16 ure. Ob 4:37 zjutraj naslednjega dne se ponovno vklopi ob 5:37, ko je bil na poti proti Denverju na domnevno službeno potovanje. Podatki iz Barryjevega tovornjaka naj bi prav tako kazali precej nenavadno aktivnost. Na primer med 3:25 in 3:49 zjutraj 10. maja. Takrat je Barry trdil, da je spal. Preiskovalci so opazili, da je Barryjev telefon kazal premikanje po hiši v času, ko je bil vklopljen med tisto 2. uro popoldne 9. maja. To je slika tistega, kar je bilo predstavljeno kot dokaz. Barry je povedal, da je okoli hiše lovil veverice s pištolo, medtem ko se je Suzanne sončila. Zdaj imate tudi ta dokaz, ki je zelo povezan s tem, s čimer se Barry trenutno sooča. Poglejte to. To je pokrovček igle in pripada v spavalni puščici, ki so jo oblasti našle v sušilnem stroju, za katero verjamejo, da je prišla iz Barryjevih oblačil. Preiskovalci so Barryja aretirali že leta 2021 in verjeli so, da se je v resnici zgodilo to, da je Barry Suzano ustrelil z uspavalno puško, nato pa jo je lovil po hiši, dokler ni omedlela. Nato naj bi jo domnevno ubil in se znebil njenega telesa. Hči, ki je živela v njuni hiši, je bila tisti konec tedna, ko naj bi se vse to zgodilo, prav tako izven mesta. Juda, druga hči, je bila na fakulteti, zato tudi ona ni bila doma. Torej, slišite vse to. In spet smo pri letu 2021. 2022 na tej točki. In čeprav so bile Barryjeve dejavnosti okoli časa, ko je Suzanne izginila, lahko opisane kot sumljive, bodimo iskreni, šlo je za posreden primer. Nismo vedeli, kaj se je zgodilo s Suzanne. Bilo je veliko dokazov, ki so preiskovalce usmerjali v smer Barryja Morphyja, vendar je bilo na tej točki še vedno vse skupaj velika skrivnost. Niso imeli Suzaninega telesa in obtožbe, s katerimi se je Barry sprva soočal, ko so ga aretirali po domnevnem umoru Suzanne, niso zdržale. Ampak to je zelo pomembno. Niso zdržale in to ni bilo zaradi pomanjkanja dokazov.
Aprila 2020, 2 tik preden bi se Barry moral soočiti s sojenjem za umor, so tožilci povedali, da ne morejo nadaljevati s sojenjem in so zahtevali, da se obtožbe opustijo. Izkazalo se je namreč, da okrožni tožilec ni predal dokazov obrambi, več prič tožilstva pa ni smelo pričati. In ta okrožna tožilka, njeno ime je Linda Stanley, je bila zaradi tega izključena iz odvetniške zbornice. Barry pa je odkorakal na prostost. Vendar je sodnik dejal, da lahko tožilci nekega dne ponovno vložijo obtožnico. Tako imate v tistem trenutku Barryja Morphyja, ki se ne sooča z obtožbami. Je svoboden. In ni bilo jasno, kaj se je zgodilo s Suzanne. Ni bilo jasno, ali bo Barry kdaj znova obtožen. V tej zgodbi se je vse močno spremenilo. 22. september 2023. To je dan, ko so telo Suzanne Morphy našli v plitvem grobu nekaj 100 čevljev stran od ceste. Preiskovalci pravijo, da so našli večino njenih kosti, vendar so bile močno pobeljene. Pobeljene lahko pomenijo več različnih stvari. Redno imamo Josepha Scotta Morgana v oddaji. On je nekdanji sodni zdravnik, veste, res eden največjih imen, ko gre za preiskovalce smrti v svetu resničnega kriminala. In o tem sva govorila v prejšnji epizodi in rekel je, da se kosti lahko pobelijo zaradi izpostavljenosti soncu. Ampak pomisliš tudi na tisto sled, o kateri je poročal Daily Mail s tistim sodelavcem v hotelu blizu Denverja. Tisti vonj po kloru v hotelski sobi. Bi lahko Barry poskušal domnevno prikriti domnevni zločin z uporabo belila? Še vedno čakamo, da bomo izvedeli več od tožilcev glede tega dela. Zdaj pa, skupaj z njenimi kostmi, so po besedah policistov pri Suzanne našli tudi podkožni venski port za zdravljenje raka, preko katerega bolniki prejemajo zdravila kot pri infuziji, ter kolesarska oblačila, za katera je bilo znano, da jih je nosila. Obtožnica, s katero se zdaj sooča Barry, naj bi pokazala, da na oblačilih ni bilo dokazov razkroja, kar po njihovem mnenju pomeni, da teh oblačil ni nosila v času, ko je njeno telo razpadalo. In primanjkovalo je dokazov, ki bi nakazovali, da je kraj, kjer so jo našli, dejansko prvotno grobišče, kjer je razpadala. Citiram, forenzični antropolog je menil, da je glede na te dejavnike malo verjetno, da bi Suzana na tej lokaciji razpadla iz svežega telesa v okostje. Konec citata. To je bil znova velik preobrat v tem primeru leta 2023. Toda zdaj, ko si ogledamo obtožnico, s katero se zdaj sooča Barry Morphy, je v tem primeru morda odločilen dokaz, če govorimo v prenesenem pomenu. In to je kemični koktajl pomirjeval, imenovan Bam Bam. Obdukcija je pokazala njegovo prisotnost v ostankih Suzane. To je pomirjevalo, ki se pogosto uporablja pri živalih. Zdaj se spomnite, v prvotnem primeru, s katerim se je soočal Barry Morphy, naj bi tožilci domnevno trdili, da je Barry uporabil pomirjevalo na Suzani. To zdaj očitno še dodatno podpira ta argument. Naslednji del mi je, iskreno povedano, skoraj izpahnil čeljust, ko sem ga prvič prebral. Ker je bila leta 2020, ko naj bi bila Suzana umorjena, v ZDA samo ena družba, ki je proizvajala to kemično zmes. BAM. In nekdo bi jo lahko dobil le, če bi imel recept od veterinarja. Zdaj je pomembno omeniti, da so Morfeji leta 2018 iz Indiane preselili v Colorado. In takrat je Barry delal kot jeleni rejec po obtožnici in je kupil BAM leta 2018, preden so se preselili v Colorado. Preiskovalci so preverili, kdo drug v okoliških okrožjih je kupil BAM. In ta del je tisti, ki ti vzame sapo. Citiram, zapisi so dodatno pokazali, da noben drug zasebni državljan ali zasebno podjetje v nobenem od okoliških okrožij ni kupil recepta za BAM med letoma 2017 in 2020. Razen lokalnih parkovnih služb je bil Barry Morphy edini, za katerega je bilo znano, da je imel snov, ki so jo našli v ostankih njegove žene. In s krepkimi črkami tožilci napišejo, na koncu zapisi o receptih kažejo, da je bil ob izginotju Suzanne Morphy edini zasebni državljan, ki je živel na celotnem območju države in imel dostop do BAM, Barry Morphy. Velika porota je obtožila Barryja Morphyja za domnevni umor njegove žene Suzanne. Zdaj pa izvemo, kako so izgledali meseci pred Barryjevo aretacijo.
KMGH-TV iz Denverja ima nove sodne zapise, ki kažejo, da so februarja 2020, torej nekaj mesecev pred Barryjevo aretacijo junija, organi pregona iz Kolorada stopili v stik s svojimi kolegi v Arizoni in jih prosili za pomoč pri sledenju nekomu, ki je živel v njihovi državi. In to je bil Barry Morphy. Pridobili so celo nalog, ki jim je omogočil, da so na Barryjev avto namestili GPS sledilno napravo. Barry naj bi, kar zadeva njegovo osebno življenje, začel nekako novo življenje v Arizoni, na nek način z novo priložnostjo, saj so bile tiste obtožbe umaknjene. V času aretacije junija 2025 je dejansko živel z žensko. Prijeli so ga med prometnim nadzorom. In to je posnetek njegovega sprejema v lokalni šerifovi pisarni. Zanimivo je, da je ženska, s katero je živel, domnevno povedala preiskovalcem, da ji je Barry rekel, da mu je ime nekaj drugega kot Barry. Predstavljal se je kot Lee Moore. A 5 dni preden so ga aretirali, naj bi ji Barry razkril, kako mu je v resnici ime. Povedal ji je tudi, da so njegovo ženo ugrabili v Koloradu. Če bi ji Barry povedal svoje pravo ime, bi preprosto iskanje v Googlu jasno pokazalo, kdo je in česa so ga nekoč obtožili. Morda je želel skriti ta del svojega življenja, saj bi to lahko bil razlog, da ne bi začela zveze, če bi ona to vedela o njem. Po drugi strani pa je ženska policiji povedala, da je spoznala Barryja decembra 2024, skupaj pa sta začela živeti maja 2025. Zakaj je torej domnevno priznal svoje pravo ime šele 5 dni pred aretacijo? Ko se je Barry vrnil v Kolorado, se je pojavil na sodišču. To je bilo leta 2025 po njegovi aretaciji. Ko se je vrnil v Kolorado, se je nekomu v občinstvu široko nasmehnil. Zdaj je vsaj ena od njegovih hčera ostala ob njem in je stala ob očetu skozi celotno preiskavo smrti Suzane. In verjame se, da se je nasmehnil eni od svojih hčera. Večina obtožencev za umor ne sme čakati na sojenje zunaj zaporniške celice. Toda tokrat je Barry Morphy lahko položil varščino. Sprva je sodnik v tem primeru določil varščino za Barryja Morphyja na $3 milijone. In to samo v gotovini. To je res težko doseči. Toda na to je bila varščina lani jeseni spremenjena v poroštveno varščino, kar je Barryju omogočilo, da je prišel iz zapora, kar mu je uspelo nekaj tednov kasneje, septembra. Trenutno je pod elektronskim nadzorom. Pravkar smo izvedli, koliko časa bi lahko minilo, preden bomo videli Barryja Morphyja na sojenju. Barry se je ta teden pojavil na sodišču v Koloradu preko video povezave. Morphy bi moral biti sprva na sojenju oktobra letos, vendar njegova obrambna ekipa želi več časa. Zahtevali so preložitev zaradi gore dokazov, za katere pravijo, da jih morajo pregledati v tem primeru. Tožilstvo pa se je temu uprlo. Navedli so Suzanine sorojence, ki jih skrbi, da bi Barry lahko pobegnil. Prav tako jih skrbi razpored sojenja. Pravijo, da so že imeli načrte, da bodo v Koloradu zaradi tega sojenja, ne glede na to, kako dolgo bo trajalo, oktobra. Povedali so tudi o bolečini, ki jo doživljajo, ker se ta zadeva kar naprej vleče. Sodnik se je postavil na stran obrambe. In zdaj se Barryjevo sojenje morda ne bo začelo do sredine ali poletja 2027. Odvetniki se bodo naslednji mesec vrnili na sodišče, da bi razpravljali, kdaj bi se sojenje lahko dejansko začelo. To je vse za primer, ki ga je predstavil Law and Crime. Naročite se na nas na YouTubeu in Spotifyju. Prav tako pretakamo na Peacocku. Sem Chris Stewart. Se vidimo naslednjič.